Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Ameriški predsednik George Bush je pred koncem mandata še zadnjič obiskal Irak, ki so ga ZDA napadle leta 2003. Dejal je, da je bila vojna v Iraku težka, a nujna. Je pa Busha s čevlji napadal neki iraški novinar, ki mu je pojasnil, da je to poslovilni poljub iraškega ljudstva. Busha je označil za psa, posnetek Denisa Sarkića. شكرا جزيلا Spomenka Hribar je prejšnji teden prejela nagrado mednarodne medijske organizacije SEMO za zasluge na področju človekovih pravic. V pogovoru za Vest je bila kritična do predsednika vlade Boruta Pahorja. Imenovanje Dimitrija Rupla na položaj posebnega svetovalca pa je označila za skrajno neprimerno. Hvala, da si mi označil Rupla. Do koalicije, do svojih kolegov v vladi se obnaša, tako je pač videti, Borut Pahor avtoritarno. Postavil jih je recimo pred fait accompli z imenovanjem Dimitrija Rupla, vsi so bili presenečeni. Mislim, avtoritarno. Nima pa avtoritete, se bojim. Avtoriteto je pa osebna značilnost in značilnost nekega tvojega ravnanja. Da te ljudje verjamejo, zaupanje mora biti prvo. Da si do njih korekten, spoštljiv. Če ti postavljaš ljudi pred fait accompli, potem nimaš avtoritete, ampak si avtoritarni. In to je tudi problem, kako se bo ta vlada med sabo dogovarjala, ker vendarle vlada ne samo navzven, tudi sicer mora delati skladno, ne enotno kot po nekem šimonu, kot da je homogenizirana, ampak skladno pa ne more, kar vsak en čez drugega, ali pa da zunaj imajo lepo fasado, na znotraj se pa vsi sprti pa pijejo en čez drugega, recimo, ne? Se to da? Ne, to je tako figurativno. Kaj pa veš, ko fantu stopi oblast v glavo, se mi zdi, no, nekaj. Spomenka Hribar je povedala, v čem je temeljni problem Pahorjevega imenovanja nekdanjega zunanjega ministra za svojega svetovalca. Vidiš, to je pa še najboljš, ne? Da Dimitrij Rupel napišeš nekdanji zunanji minister ali pa kaj takega, da zamenjaš ime, veš. Da je bolj generično, v splošno, ne. Da mi ni treba reči Dimitrij Rupel. Problem je v tem, da gre za simbolno raven. In vsa nasprotovanja in nezgodovanja ljudi, ki bojo, ker gre nam na slabše, se bojo nalagala na to simbolno figuro in na to njegovo simbolno gesto. Razumete? To je problem. Ne? Tako da, in tudi sicer ne more biti, da ima recimo predsednik vlade na nek način boljše odnose z opozicijo kot s pozicijo. Tako da trenutno je. Ne? Slovenijo je prejšnji teden obiskoval Nobelovec in nekdanji ameriški podpredsednik Al Gore. V svojem govoru o klimatskih spremembah je dejal, da je sedanja kriza tudi priložnost za opustitev starih navad in s tem povezanega onesnaževanja okolja. Some people have said, well, now that we have an economic crisis, we will have to put off solutions to the climate crisis. But others, and I think those who are wiser, have pointed out that the economic crisis is both dangerous and presents an opportunity. Jaz bi Gora zaprl svojo babico v eno sobo, da ga futra. Najprej ječmenček, ričet, pol s fižolovo župco, lepo, malo čebule, pol na kruh, da mu razložimo, kva so toplogredni plini, veš. Gorovo predavanje so lahko v celoti spremljali le povabljenci, kamermani pa so morali z delom končati že po 5 minutah. Zato nam je glavni poudarek govora zaupal predsednik državnega zbora Pavel Gantar. Tisto najbolj nekako, kar ste si najbolj zapomnili iz tega predavanja pa je,
pa je en sam in to najbolj dolgočasen slajd, na katerem piše samo ena stvar. Put the price on carbon. Postavite ceno ogljiku. In to je najpomembnejši slajd in tudi najpomembnejše sporočilo vsem, ki so to predavanje poslušali. Komentar dneva. Robert Friškovec, duhovnik za rešetkami. Ja, danes nas čaka tretje adventno pismo. Pravzaprav čaka tistega, ki mu advent in božič kaj pomenita. Dragi prijatelj, veš, da ste vsi odrasli bili enkrat otroci, ampak ste mnogi od vas to že pozabili. Ko ste se rodili, ste bili menda zelo spontani, iskreni, znali ste sprejeti izziv in obenem biti tudi hudomušno nagajivi. Pa vendar so mnogi od vas rekli, da ste kot angel s čisto, nepokvarjeno dušo, brez kančka jeze, užaljenosti. Znali ste brezpogojno ljubiti, znali ste odkrivati stvari in ni vam bilo pomembno, ali vas drugi vidijo ali ne. Te smem prositi za eno stvar. Postani ponovno ta otrok. Obudi v sebi to otroško dimenzijo. Daj si priložnost za svoje življenje. Ne vem sicer, kako se to naredi, vendar sem prepričan, da se boš znašel in naredil vse, da mi boš podoben in da te bom prepoznal. Predvsem pazi nase, ker mi ni vseeno. Če se ti karkoli zgodi, ne želim, da drugi ljudje zapackajo in uničijo tvoje sanje. Uči se, da zmoreš, če hočeš v življenju. Nerojeni otrok. To niso besede, ki bi tako izvenele, če rečem zelo preprosto, po pedofilskem razmišljanju, ker bi lahko marsikdo prav to tako označil. Je le razmišljanje adventa, ki ga človek sprejme, če ga želi, in naredi pri sebi, kolikor hoče. Niso niti zlonamerne besede, ko bi želel pridigati drugim, sam se jih pa ne bi držal. Zato to adventno svečo danes prižigam v prvi vrsti zase in šele na to za vse ostale, da sam naredim korak v smeri prav tega današnjega pisma. Imaš kaj otrok ti? Ne, Boljš. se ni tako hudo. Ne veš. Je pa lepo. To pa ja. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Zaključil se je festival kratkega animiranega filma Animateka. Občinstvo je za najboljši film izbralo zgodaj ali pozno Jedvige Kovalske iz Švice, ki tudi pije bar kafe, tako kot midva z Ožbijem, ne? Bar kafe. Malo mi pust, lega. Actually, I wanted to do a film about the split screen, and then I thought it would be perhaps not bad to have some more history than just a split screen. So the squirrel in the bed came into the story, and I think it's better than just split screen. Luka Mancini in Peter Kuralt sta v mariborski pekarni razstavila majice, na katere sta prenesla filozofske misli, s čimer želita ljudi spodbujati k razmisleku o različnih temah. Gre pa predvsem za to, da ne samo, da se imena filozofov nazaj v okolje običajno prenese, ampak da se nekako ljudi spet spodbudi k mišljenju, ker danes gre le za neko zasičenost v zagodji, pasivnost, prepustite se, deležni boste sreče, mi poskrbimo za vas. Tukaj gre pa spet za to, da se ljudi malo spodbudi, ker ni res, da je filozofija rezervirana zgolj za strokovno javnost, ampak je vsakmu izmed nas delček filozofa, po mojem. Še vreme? Tokrat izjemoma osebna nota. Nekaj me mot.
Ob 3:30 popovdne pogledam ven in je totalna tema. Oblaki, megla in sivina. Poslušaj, Borut, gospod predsednik, a smo za to volili? Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Nasvidenje.